Juhu, cepivo prihaja, zdaj bo končno konec epidemije. Korone ne bo več in spet bojo lahko šli v šolo in na trening. Ja, ampak, a se boš ti cepila? Mlajši od 16 let se ne bomo cepili, ker cepivo še ni dovolj preizkušeno na otrocih. Sicer pa morajo pri cepljenju imeti prednosti starejši, bolni in tisti, ki skrbijo za bolne v bolnišnicah in domovih za starejše. Zakaj se pa potem veseliš, če se otroci ne bomo cepili? Ker bo kmalu vsega tega konec in bo življenje spet normalno. Ampak, če bi se lahko se cepila? Seveda. Jaz pa ne vem. Zakaj pa ne? Zato, ker pravijo, da je cepivo nevarno. A res? Zakaj? Ker še ni dovolj preizkušeno. Kako pa ti to veš? Prebrala sem nekje na internetu. Seveda ne smeš verjeti vsemu, kar piše na internetu. Kje naj potem poiščem informacije, ki jim lahko zaupam? Pa poglejva. Recimo spletna stran Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Tam si lahko prebereš najpogostejša vprašanja in odgovore glede cepljenja. Teorije zarote se kot blisk širijo po družabnih omrežjih. Jezijo strokovnjake, zdravnike, znanstvenike, pa tudi navadne ljudi, saj smo že čisto zmedeni in ne vemo več, komu lahko zaupamo. Nikakor ni treba zaupati nekomu samo zato, ker je zdravnik, profesor, raziskovalec ali znanstvenik. Prepričati se moramo, da se na področje, o katerem govori, res pozna. Če je nekdo vrhunski fizik, se najbrž ne spozna enako dobro na kite. Pomembno je tudi, da mu zaupajo drugi strokovnjaki s področja, o katerem govori. Napačne trditve o cepljenju so recimo razširili zdravniki, ki niso strokovnjaki za nalezljive bolezni. Komu torej lahko zaupamo? Odgovor je čisto preprost. Na vprašanje o cepljenju najbolje znajo odgovoriti strokovnjaki za cepljenje za nalezljive bolezni in epidemiologi. Ti je video všeč? Si želiš še več zanimivih vsebin iz časorisa? Podpri nas! To lahko narediš, če vsak mesec poješ eno vrečko bombonov manj in ta denar nameniš časorisu. Pošlji SMS časoris 5 na 1919 in podpri časoris.